skrb lepo pozdravljam na tiskovni konferenci. Živila ste dobili smisle, da tudi dnevni tiskovni konference. Tako da prvo točko bi Boštjan predstavil, gre se pa v zvezi s tem, kot vete, v zadnjem delu leta lanskega je bilo narednih zelo veliko aktivnosti, da bi končno vzpostavili nek konstruktiven dialog z državo. Danes so bile konkretne obljube, sprejeti konkretni sklepi, tudi roki. Žal teh rokov država ni uspela spoštovati. Zdaj sicer dobivamo dopise in tudi v zvezi s tem, kako in kaj gre naprej, je pa tudi tema te tiskovne konference, ker nas je upravičeno strah, da nas bo tudi država tudi tokrat poskušala izigrati in v bistvu od vsega obljubljega ne bomo bili dobili. Tako da zdaj bi pa kar Boštjana zaprosil za prvo točko. Ja, dobrodošli še v mojem imenu. Kot ste videli, smo v tiskovno konferenco naslovili, da država znova pokleknila pred Lafarcem, da je država. To je naše mnenje, glede na to, kar se je do danes, od 1. decembra 2010, ko smo bili na sestanku v Žarniču, na Ministrstvu za okolje in prostor, pa do danes, kar se je zgodilo, v bistvu zgodilo pa se je z vidika države bore malo oziroma nič, so pripričani pač, da je država pač znova pokleknila pred to francosko cementarno. In sicer na tej tiskovni konferenci bi vam radi s pomočjo nove dokumentacije, ki smo jo pridobili, pokazali, kako se okoljski minister Roko Žarnič in strokovne službe, Ministrstvo za okolje in prostor, podrejajo Lafarge cementu oziroma pač francoskemu kapitalu. Ob tem smo še enkrat trčili ob spoznanje, v bistvu, kaj vse je oblast pripravljena narediti in kako daleč je pripravljena iti za dosego nekih prikritih političnih, ali pa verjetno neko primerne rečeno bolj politikanskih interesov, pač kako daleč bodo pripravljeni pri tem pač iti. Jasno nam je, da bodo posledice pač tega ravnanja naše vlade in naših strokovnih inštitucij okoljskih usodo zaznamovali Zasavje in življenje v njem. Breme teh posledic pa na našo veliko žalost in tudi jezo že nosi sedanja generacija in je tudi številne naslednje generacije. To je bil povod nekako, to je uvod v to tiskovno konferenco in zdaj bi vam pač predstavili to dokumentacijo v enih 4 točkah, ki v bistvu razgalja še vedno, bom rekel, nek podrejen odnos slovenske države do Lafarge cementa. In sicer prva zadeva, spomnimo se, ko je minister Žarnič, mislim, da je to bilo v novembru, 12. novembra, nekje, 11. novembra, mislim, da nastopil za javnost na posebni tiskovni konferenci in je povedal, da emisije iz Lafarge cementa niti niso tako hud problem in se oprl na emisije prahu in je rekel, da so dosti večji problem emisij prahu v Zasavju, emisije iz IGM-a, iz podjetja IGM, kajti te naj bi znašale po njegovem mnenju 62 ton, medtem ko v Lafarge cementu znašajo slabih 12 ton, se pravi 11,8 tone. Ta informacija je bila seveda za nas, ki sledimo te problematiki, povsem nova in povsem zavajajoča, kajti uradni podatki so pač povedali, da znašajo emisije iz IGM-a 1,8 tone, iz Lafarge cementa pa, kot sem že povedal, 11,8 tone. Prosili smo za pojasnilo, kako je, mislim, odkot teh 62 ton, in dobili smo odgovor od Arsa, da je to na podlagi pač nekega preračunavanja, nekih razpršenih emisij, tudi podobno
in da so za IGM pač tako ugotovili, da znašajo te emisije realno v bistvu 62 ton, ne pa 1,8 tone, se pravi za 34 krat so povečali, izračunom so povečali emisije IGM-a. Ja, metodi. Pač po neki metodi, ki je tukaj tudi EMEP, Corin Air, pač neki izračuni so to. Po tej metodi so to pa zračunali. Pravijo, da je to pač zelo merodajna metoda. Seveda, ker je pa minister tukaj samo izhajal iz tega, da so bili preračunani podatki samo za eno podjetje in to podjetje potem primerjal z drugim podjetjem, za katerega pa izračuni niso bili narejeni, je primerjal jabolka in hruške. Zato smo mi na Arso poslali dopis, da potem pa naj tudi za Lafarge cement naredijo podobni izračun, da bomo lahko ti dve podjetji zares primerjali, ne pa da primerjamo dve različni metodologiji med sabo, pa dve različni podjetji. No in mi smo iz od Arsa smo dobili potem dopis. To je ta dopis, jaz vam ga bom dal tudi, ali če boš Uroš razdelil novinarjem. Tukaj zadnje imate tudi podčrtan ta odstavek, ki v bistvu največ pove. Dopis datiran z dne 27.12.2010 in v njem, tukaj zadnji odstavek, so na Arsu nam sporočili, da za Lafarge cement pa oni tega izračuna ne bodo opravili in sicer zaradi naslednjega. Ker to ni naloga, ki bi sodila v okvir rednih nalog Arso, ter da za izdelavo takega poročila nima zagotovljenih ne kadrovskih, ne finančnih sredstev. Se pravi, za IGM so to šli delati, zdaj pa naenkrat finančnih pa kadrovskih sredstev za to ni več in tudi ni njihova redna naloga. In zato mi ministra Žarniča, poslali bomo tudi s tem zvezi seveda tudi dopis na MOP, oziroma direktno tudi ministru Žarniču. Ministra Žarniča tudi na tem mestu, na tiskovni konferenci sprašujemo, ali je s primerjavo različnih pridobljenih podatkov, ki so prilagojeni v korist Lafarge cementa, namerno zavajal slovensko javnost, ali pa je tudi on le žrtev manipulacij strani Arso. Zahtevamo, da se minister Žarnič opredeli do tega zavajanja. To je naša prva zahteva na tej tiskovni konferenci. To bo bilo, jaz mislim, da danes tudi poslano ministru Žarniču ta dopis, v katerem bo tudi naslednje druge zahteve in vprašanja, ki še sledijo, ampak to se mi zdi ena izmed ključnih. Nastopil je, povedal je, javnost je zavedel, mi, ki se s tem, bom rekel, poglobljeno ukvarjamo, smo takoj ugotovili zavajanje oziroma laž. Vsa ostala širna Slovenija, ki pa to, bom rekel, bežno spremlja ta problem, pa je bila v bistvu zavedena. Za 34 krat povečati emisije enega podjetja in to potem primerjati z drugim podjetjem je nevzdržno. Potem dalje, druga točka. Druga točka se pa tiče, to bo prepustil Urošu besedo, in sicer tega, kot vemo, da je Lafarge cement dobil privilegirano mejno vrednost za TOC v okoljevarstvenem dovoljenju, ki velja za, bom rekel, 20 sežigalnic, ali pa tudi, da ne bo rekel, da samo s sežigalnicami primerjamo, velja tudi za 20 cementarn, ki so sežigajo odpadke. Se pravi, cementarna, ki so sežigajo odpadke, ima mejno vrednost za TOC 10 mg na kubični meter, Lafarge cement ima 200 mg na kubični meter TOC-ja lahko emitira. Kako je do tega prišel, vemo, lahko en kratki rezime tega naredimo. Predvsem bi pa radi poudarili, da to ni v skladu z brev dokumenti, pa bi prosil Uroša, da kaj več o tem povemo. Mogoče samo ena zadeva v tej prvi točki, ko smo mi od Arso zahtevali obrazložitev, od kje je njim 62 ton, so nam oni obrazložili, da so to oni izračunali po tej Corin Air metodi in da je to najboljša metoda za ocenjevanje emisij prahu neke tovarne in da to metodo pač Arso dela. In ko smo pa to hoteli, da nam pa dajo to isto metodo tudi za Lafarge, smo dobili pa ta odgovor, ne bomo vam naredili, zato ker za to ni denarja, ni ljudi in tako naprej. Tako da ta vprašanje, ki ga je tukaj Boštjan postavil,
je zelo na mestu, ne? Mi bi zelo rad vedeli, ali je bil že gospod Žadnik zaveden, ne? Kako je bil zaveden in v bistvu ne se do tega opredeli.